Dobro jutro, jaz ogenček sem že zakuril, tle vidimo lepo svetloba seka, a ne? Vse smo zrihtali, no, mislim, ne gre mi najbolj, no, ampak kaj da se bo. Sonček se je pokazal, a ne? Ogenček imamo, pa pošto sem dobil. A veš, mene ful seksi, kad dobim pošto. Pa pojdu tu noter, to mislim, risati ne znaš najbolj, ampak ajde. Pa tu sem dobil, evo. Dišijo pošte drugače kot maili nimajo vonja. To pa malo diši, zajeban, no ja. Upam, da se imate the best, pa da se kaj smejete v tem življenju, ne? Upam, da se. Jaz se zabavam, ka strela. Sam sabo, veš, se ne rabim nič nobenega dosti drugega, ker sam sebe se režim pa je. Malo sem ubrisan. Ampak biti nor v tem svetu, pa biti označen, da si nor, je pravzaprav kompliment v tem blesavem, neumnem, kako ćemo reči, zmešanem svetu, ki se igra neko živčno igro. Prav živčno vojno. Sploh ne rabijo živčnih strupov, ker nas te pijavke črvičaste naredijo živčne, samo da zraven prideš, no. Čim se zapleteš kakšno debato ali pa kakšen posel, je pred problem. In strašno radi bi nam popili energy, sam ne ga dati, na vas je, da se odločite, ali ga date ali ga ne date. Jaz ga ne dam. Mislim, dam včasih, včasih ga dam. Mislim, dam ga mnogo svojega časa in energije tistim stvarem, ki imajo zame smisel. Meni je važno, kad je meni bitno, mislim, da je tako rekel Aki Rahimovski. Nije meni važno, kad je drugim važno. Važno je meni, v tem kontekstu, no, da sam se, tiste stvari, ki jih jaz imam, so mi pomembne. Ne si bo skisano zelje ali pa pečen kruh. Jaz to delam rad in rad jem take stvari, ki se jih sam pripravim. Zato, ker so točno po mojem okusu. Ne? Zdaj okusi imamo pa različne. Zdaj ni nujno, da je ta kruh za vse dober. Je pa dejstvo, da če kruh spečeš, jo ni pekarne, ki bi ti lahko tako vroč kruh pripeljala domov, se zastopno. Tako da to je point, vroč kruh, tudi če včasih ne rata, malo preveč slan ali pa malo premalo slan ali pa tako. Dobro, lej, zelo pomembno stavek sem si napisal in da se mi zdi, ka bi bila le ljubezen tako nalezljiva, kakor je nalezljivo sovraštvo. Da bi se imeli vsi takoj radi. Ne, mi se gremo kregat med sabo, drug z drugim. Kar nek drkarija, živčna vojna. Mislim, jaz sem za ljubezen, jaz nisem vedel, da to nalašč ustvarjajo to. To sranje, primitivno, bom rekel, da se jaz ne grem več, to sem si tudi napisal, jaz se ne grem več te vaše zmešane živčne igre. Čakaj, kje sem pa napisal? Jaz se te vaše živčne igre ne grem več. Pika, stop. A veš, ke provokacije padajo, ne, skozi. In zdaj jaz tega ne grem, ker se mi ne da. Stran od toksičnih ljudi sem že večkrat poudaril, mar ne? Bež, če vojdeš, zdaj pa pazi. Še ko jim ti v ksiht poveš, preklet narcis ubrisan, točno vem, kaj delaš, ti veš, kaj delaš, ne rata ti, dobil sem te, razlagam ti, da si narcis in zdaj čez 5 minut on nadaljuje. On je tok tesl debilno, da nadaljuje svoje budalaštine do amena. Čak moram Lucy odprti. Lucy hoče ven. Zgleda, da je prevroče, ke ogen gori, veš, ona ne more zraven ognja, je vroče, ke pas. Čakaj, pa sem si pa jaz napisal tlele še. Čas je, da se svetu pokažejo vsi črvi, ki delujejo iz ozadja. Jaz sem rekel, da ne bi imen, pa sem pol naredil kar video z naslovom imena, pa malo razmišljam tako, kako bi mi zdaj začeli pisati en seznam. Dajmo mi tako reči. Dajmo si predstavljati gajbico, eno gajbico, v kateri imamo narcise, genocidnike, ljudi, ki so 100% narcisi in genocidniki. Ti, ki žrejo kri. In dobesedno in v prenesenem pomenu. Tu imamo eno gajbo takih, tle na desni. In tle imamo gajbo ljudi, ki imamo dušo, srce in voljo in ljubezen in smo kreatorji in smo nosilci luči na to zemljo, dio mio. Kaj ne? No, evo.
Zdaj, to gajbico moramo imeti eno tako, pa eno tako. Tako se moramo mi zdaj ta plevel od semena ločiti. A ne? In zdaj recimo jaz dam prvo ime. Recimo v to gajbico ta desno, narcis, genocidnik, je recimo Janez. Janšatov. Pa pol je tudi Musarjeva perc. Tak je. Ne znam, je to on ali ona ali ono. To brez spolništva je bila kar dobra igrica. Skratka, tle v to gajbico smo dali zdaj Janeza, pa Musarjevo, pa koga še on, ki je odstopil, pa ni odstopil, pa je odstopil. Kaj je že bil? Hojs. Ne, on tudi not. Pa pol je, imamo zdaj, evo, naštevajte jih sami. Ok, cel parlament, no, bom da skrajšam. Ampak, bodimo zelo previdni. Tle v to gajbico moramo mi dodevati ljudi iz našega okolja, iz naše okolice. Vsak okrog sebe ima narcise 100%. Nihče na tem svetu ne živi, da ne bi živel v bližini narcisov, tisti, ki živi med ljudmi. Tisti, ki gremo pa malo večkrat ven v samo, tam jih pa ni. Zato pravim, bež ven v naravo, tam jih ni. Ni jih, no way. In morate v svojem okolju tudi definirati, kdo spada v to gajbico. Zaradi tega sem tudi naredil video z naslovom Predpostavke. Da vi naredite predpostavko, kaj pa če on slučajno pizda ni v redu, kaj pa če on narcis? In ga zdaj začneš s temi očmi gledati. In ti dobiš odgovor na 1, 2, 3, 4 svoje, bom rekel, predpostavke. Zaključeno. Če človek enkrat narcis, je zmeraj narcis. Vse ostalo, kar ne deluje narcistično, je njegova igra, da je lep. In the name of love. V imenu ljubezni. Oni pod pretvezo ljubezni pijejo kri. Tako so ratale zakonske zveze. V imenu Boga ljubezni so bile joj. Bom probal tako reči, v imenu ljubezni so se delale velike svinarije, v bistvu najgrše. Pod pretvezo. Pa imamo pa tle še bloodline, to krvno linijo. Tudi tle imamo tudi težavo, da mi se ne moramo dati v isto skupino, če tudi po krvi spadamo v isto, bom rekel, rodbino. Zaradi tega, ker mi imamo dušno ali pa kristalno, ali pa kako ćemo tamo reči, povezavo, bratstvo in sestrstvo med nami je na dušnem nivoju. Evo, zdaj pa rodili smo se tam, kjer smo se s nekim določenim namenom in živimo tam, kjer živimo s točno določenim namenom. In to, kar smo delali do zdaj, smo delali z določenim namenom. In vsaka duša ima nalogo, da pride do spoznanj, da gre čez lekcije, lastne, da raste vsaka s svojo hitrostjo. Zato se ne da nikogar prisiliti, da naj se prebudi, ker če se ta človek ne želi prebuditi, bo pač spal, ne? On mora še spančkati, zato ko ima tako hitrost ima, bolj pa polžja, ne? Pač ni vsaka gazela, en je pa polž, ne? A pa želva. Jaz sem želva, dosti dlje živi, kakor gazela, ne? Veš, počas, v izi. In the name of love, tle smo še eno ful dobro izjavo. V kontekstu naša srca morajo biti v življenju zlomljena. Zaradi tega, da vidiš, kaj je noter v srcu. Ljubezen spoznaš šele, ko imaš ti razbito srce. Tako malo v prispodobah, ampak drži, bo kar držalo. Morali smo biti razočarani, da smo ugotovili, kako je ljubezen velika. Pa se mislim, da sem to že včeraj omenil, ali prevčerajšnjo. Nima veze. To, vse, kar rabimo, je vera, da se lahko borimo dalje, da smo dovolj močni za to, za svetlobo, vsi bomo eno, again. Kaj si zdaj prebral, Tušič? Vse, kar rabimo, je vera, da se lahko borimo dalje, da imamo sposobnost se boriti in da imamo moč noter, neskončno, za boriti se proti tem parazitom, ćemo tako reči. Pač narcisi, bez če uvedeš, to je virus, imate popada, če noče se spremeniti, mora oditi drugače. Karma že ve, kaj dela. Kdor je bil grd, bo karma zrihtala, ne? Noč nobenega z lopato,
Je pa prav, da vemo v gajbico, koga dodevamo, a ne. Zdaj v tej gajbici noter, kot Baraba, prevarant, je tudi Stevanovič, veš. V tej gajbici, ki sem prej rekel, te grdih, je tudi še, zdaj malo nočem zdaj provocirati, pa narediti pizdarja, če ni treba, bi se lahko izognil, ker imena to je opasno, ne, by the way. Ampak jaz v to gajbico vem, koliko imen bom dal. Dajte jih vi tudi sami, jih dajte. Vsak pri sebi. Ne rabimo zdaj ful študirati, a je tisti, ki je enkrat samkrat rekel, da je cepivo kar v redu, ne, ta je v gajbici, noter. Tisti, ki je enkrat samkrat rekel, da je treba dati masko gor, ta gre v gajbico, pa vi jim veste imena, a se zastopimo. Ta z gajbico je dobra, ja. No, in mi imamo moč in mi bomo vsi postali eno. Mate, kako jaz skačem med temi temami, a? Imamo, ja, vero moramo imeti, da bomo postali vsi nazaj eno. Že postajamo, da ne bo pomote. In v bistvu mi smo duša, no, del ene duše, no, kako ćem zdaj to reči. A veš, to je eter, to je vse energy, to je vse v etru in v vetru, ne. Eno črko odvzameš, pa je čist drugače. Ali je veter, ali je pa eter. Lahko je humor, lahko je pa umor. A veš, lahko je ljubiti, lahko je pa ubiti. A veš, to so skozi tanke meje, oni so to skozi računali, kako bi nas nategnili. Vem pa, da smo Slovenija in LOVE, to pa valja. Ej, dalje, je samo naslednji... Samo ena izmed ovir, ki jih bomo premagali. Aha, vse v življenju. To, kar zdaj dajemo čez, je samo ena izmed ovir, ki jih moramo premagati v življenju. To je lekcija vrhunska. Kakšen svet, kakšno spoznanje bo prišlo kolektivno. Spoznanje delovanja sveta. Pa si vi predstavljate. In to pride na videlo. 3-4 zdaj, prav malo. To je zdaj toliko napeto, že kar norc. Zelo hitro bo, no, preden bo novo leto, no, jaz verjamem, da bo že svet javno obveščen o stvareh, ki so se zdaj dogajale v ozadju, strani Whiteheadov in strani satanistov, temačnežev, deep state, ki so te stvari počeli tisočletja, ne. V imenu cerkve so pobijali, ne, zdaj so pa v imenu zdravja. V imenu zdravja so nas pobijali, Mislim, dajmo, to moramo zavestiti noter, mislim, tle se sploh ne hecamo več. Joj, pa umni pa Baraba, stari, pa to so ljudje za na špago, se zastopimo. To so umor, to so umori, veš, umor je, ne vem, če pod 18 let dobiš kazni. Kaj pa, če več ljudi hočeš naklepno umoriti, kaj pa pol? Sem že večkrat rekel, dragi moji sodelavci, sošolci, bežte ven iz zdravstva, dok imate cajt, ker vas bodo prišli pobrati. Ja, slejko prej. In tisti, ki, ne vem, no, vsak zase. Si predstavljate, koliko ljudi je grdih? A si vi predstavljate, koliko inteligentnih, odprtih, srčnih ljudi je bilo okozlanih z vsemi možnimi flat eartherji, teoretiki zarote, couch doktorji, debili, ne vem kakšne vse oznake so dobili ti ljudje, ki so razmišljali svojo glavo. Strani tistih, ki imajo tisto betino, samo zato, da drek mešajo na tej zemlji. Ja? Ja, veš, narcis ni inteligenten, on je prevarant, to je, ne vem, če to je inteligenca, pa ne vem kaj. Ne se res, se po svoje so reveži, ne se, ker drugega res ne znajo kaj lagati, pa svojo igro igrati. Po svoje so res reveži. Kako bodo pa živeli? Mislim, njim ful stvari ne pomenijo nič. Ker nimajo not, da bi kaj pomenile. Ja, bodi čist, sem si napisal. Imej čiste oči, ker oči so ogledalo duše, a ne? Imej čiste misli, čiste dejanja. A ne? Imejte čiste namene. Ker on vidi vse. Bog vidi vse. Pa ne sam Bog, tudi tehnično se vidi, kdo kaj počne, a ne? Narcisi mislijo, da so skriti še vedno, pa da bo zadaj en pomagal, ki bo. In kar tiščijo svojo kolektivno pizdarijo. Ne, kar nejo, ajde, da vidimo. Ajde, da vidimo zdaj, kako, kudki, ajde. Mi smo se spraševali, oni lažejo, mi vemo, da lažejo, oni vejo, da mi vemo, da lažejo in oni lažejo še naprej. Še korak višje. Oni ubijajo, mi vemo, da ubijajo, oni vejo, da mi vemo, da oni ubijajo in oni ubijajo dalje. Halo,
nekje se mora stvar končati, ne? Ja, zaradi tega pa je military vojska edina pot. Nas je opozoril in Trump in Q. In je vojska v proceduri in dela v dobrobit nas. By the way, v Braziliji je vojska prevzela oblast, ker so kar direkt pri belemu dnevu ukrali volitve. Mislim, kaj tacga. Bolsonaro je zmagal itak. Bolsonaro je good dečko. Tak je pa kao zmagal, je pa Deep State nastavljen s pizdun, so mu očitani prevare in trgovanje, mislim, da z otroci ali z organi, nekaj od tega tudi. Ne sem cash, ne sem de prevarant, tako na povrh. Ne prav satanizem DO. In tam zdaj vojska v Braziliji je vzela oblast v roke, ker so ljudje poprosili, so rekli, da je pa pizda, zakaj imamo mi vojsko, ne nam vojska pomaga nas braniti pred notranjim sovražnikom, ki je glih kar si nekako zamislil, da bo postal predsednik. Ne? Mislim, ki je bilo naštimano, da mora biti on predsednik, da bo plan pelil naprej. In tle se jim tudi plan Brazilcem v Braziliji se je Deep Stateu se s to potezo, da je prišla vojska, v bistvu minimal plan sesuje, a drži. Ja, sesuva se jim vse v prah, ashes to ashes, dust to dust. Pa ker smo že glih pri prašini, pri prahu, teh smrti, jaz zdaj ne razumem, ali jih je ful, ali jih ni ful. Zihar jih bo, žrtev mnogo, ne vem kdaj. Ne verjamem vsem posnetkom, ki jih vidim, da ti ljudje padajo dol, pa tako ne verjamem čisto vsemu, to gre za ustrahovanje. Tudi ne rad jih gledam, ker tega ustrahovanja vas probam losati stran od ustrahovanja, ker bo vse dobro. Na koncu, zihar bo, če pa imate te pravo očala, je pa že zdaj v redu. Zdaj, ker smrti so in bojo, so zdaj pa že dovoljeno, je dovoljeno, ali bo dovoljeno raztresti svoj pepel makar po vrtu. Včasih se to ni smel, zdaj pa se že malo pripravlja teritorij, da boste lahko svoje svojce, oziroma svojce ne boste rabili vse, kar nujno pokopati, pa žare pa to, Lahko kar po vrtu potresu, ajde, dam en križček, da nabiješ, pa je. Ne, valjda moramo imeti odnos do tega, ampak kakor so bili pa gnili eni, si pa ne zaslužijo niti križčka, Mislim, ali pa prav križček, ampak satanov, imajo tiste križčke, v bistvu to satanski znak. A v bistvu je sam križ neka molekula, ki povezuje med naših celicah, ne vem kaj, od tam križ. Gremo dalje, damo vsak dan novo ime bomo dodali, ne vem, če se upam, ne še. Nismo bili slišani in nismo bili uslišani je naslednja ali ne, ker sem si jo zabeležil. Le kaj sem hotel s tem povedati? Da nismo bili uslišani. Ja, ne, nismo. Ja, ne. Naše ideje nikoli niso bile uslišane, zato ker je bil njihov plan čisto drugačen od naših želja. Niti želje, niti predlogi, niti ideje, niti potrebe niso bile uslišane nam. Nikoli, vse pod neko pretvezo, veš, v bistvu največje barabe so se najbolj obogatile v tem času, pa ne samo v tem, meni so že te gromozansko velike, bom rekel, kmetije malo sporne, kako ima lahko nekdo tok in tok tavžent hektarov, mislim pa, od kje je človek božji? Kje boš ti hodil 8 ur v službo, 3 krave imel, pa boš pa kupil hektare gozda? Mislim, se podedovani so, Kdaj v točki zgodovine so si lahko prilastili tako veliko količino zemlje, Jaz pa v tegeljcah rože pa paradajza, mislim, za bruhati. Za vse enako, se smo na zemlji, kaj ne? Ja, ne, to je pa moje, nema kaj je tvoje, nič ni tvoje, kam boš pa nesel, Tako. Čakaj, Urše misli v zadnjem letu ali dveh veliko. Aha, naše misli, bravo, to sem si lepo jaz se moram zabeležiti. Imam Dreamcatcherja, sem vam napisal, posnel sem vam video. Dejte si pisati, to je zelo pomembno, veš, da sem si napisal, naše misli so v zadnjem letu ali dveh zelo veliko napredovale, To je v bistvu pohvala vsem nam, Da so mi v mislih smo napredovali mnogo, spoznali marsikaj in začeli te možgane mičkeno drugače nicati, Ne gre vse v kontekstu, kako bomo dopustili, kako bomo sezidali, kako bomo, ne vem, neke plane.
Mičko so druge stvari ratele pomembne, a ne? V spredje devamo neke druge potrebe. Mislim, da so bile včasih samoumevne, da daš ti 10 ur nekemu delodajalcu, ne? Kar tako. Pa malo pride na vrsto, čak, bom jaz to moj čas bom jaz kar mičken sam zorganiziral, pa ga ne dam kar tako, jaz ure moje, ali ne? Džabe, kar eno, lahko jo dam tismu, ko se jaz odločam, kakor čem ur, ne? Ne bo pa meni nekdo dopovedoval, kakšen ne bo moj tempo življenja, urnik, oblika in tako naprej, ne? To, piška zapovedi, povedati in verja. Kaj sem tle hodil, da so bile božje zapovedi, so bile povedi, zapoved, zapovedano ti je, ne krši tega. Oni so kršili, pusti, to sem, moram potihem prebrati, ker če ne se zakaljam. Komplikacijo, generalno, to svetovno komplikacijo, to je vse zakomplicirano, ne? Vse so nam ponudili zakomplicirano, veš, kakšna formula je, da opišeš, kakšne oblike je Zemlja, grozno velika. Tudi kaj, veš, kosinus proti tangensu, pa gre limita proti neskončno, kje to rabimo? Dajmo si me seštevati malo številke drugače. 3, 6, 9 je rekel Nikola Tesla, tle moš 3, 6, 9, če me fora. Ja, dajte malo to razgruntati, da veš, pač človek mora sam prijeti do nekih stvari, ne moram vam jaz vsega. Tudi če vam povem, gre skozi, vi morate dojeti sami, mi moramo dojemati stvari sami, na vseh nivojih. In ta komplikacijo življenja moramo mi ugasniti. Ta živčna igra, komplikacija off, ugasnemo in prižgemo nazaj on, enostavnost. Ta ogenj je približno malo primer, pa tudi probam vam dati kakšno slikco od teh, recimo, mojih dogodivščin, kjer bi rad vam orisal preprostost življenja, ne? Pa malo sliknem tam na jezeru, ko grem ogenček zakuriti, pa malo sliknem, ko zelje ribam, pa malo sliknem, ko kruh pečem, vse iz tega, da bi vam predstavil, da je življenje enostavna stvar, ne? Ja, pa kruh je težko speči, ja, piška, če ga rad pečeš, pa slej, ko prej rata, sej tudi meni ni prvi ratov. In tako, ko marsik, praktično nobena stvar v življenju mi ni prvo ratala. No, nekatere mi tudi po 100 poskusih niso uspele. Nekatere. In se ne bom več boril s stvarmi, ker ni treba. Tudi vi se ni treba. Strah, ja. Strahovi, tle so nam tudi našraufali. Strah je res vrak, ja. Aj, ste to pregovorno. Ja, strah je pa res vrak. Če te strah prime, to je pa res vrak. Ja, strah je vrak. Satanovo maslo je ustrahovanje in strašenje. Ampak pes, ki laja, ne grize, a ne? Psi lajo na karavane, a karavane prolaze dalje svojim putem. Ne se oklepati strahu, ne glede na to, na kakšen način vam ga probajo uriniti, z katere strani. Iz 1000 strani so se oni poletili nam ucepiti strah, pa makar pred medvedom, pa makar pred klopom, pa strah pred tem, da boš padel. Ja pa porka špinčič, no. Kaj, zdaj me bo pa strah hoditi, ali kaj, če lahko padem, ali kaj. Kaj tacga. Ampak nas so potem pljačkali, zavarovalnice so nas okradle, češ do zdaj si pa varen. Zdaj pa lahko greš tudi, če padeš, mi te bomo pripeljali v morilnico, mislim, oni so to imenovali bolnišnice, kjer te bomo poflikali. Bože ne, da je bejš stran, ti moraš stran od bolnice. Sploh pa bod previden, ko hodiš, da ne boš padel brez veze. Biti previdni, ja, ne pa, da nas je strah. Milijonkrat že povedano, pa lahko še milijonkrat ponovim. Strah, ne ga nuca. Bližnjice je tudi ena izmed alinej. V dušnem svetu bližnjice ne obstajajo. Ja. Ne moreš ti po malo hitrejši poti. Ne moreš ti zdaj se ulešt nekam na eno mizo, pa pol pride nekdo, ki je duhoven, zelo duhovno razgledan, in pa mu daš 100 evrov, in pol ti zapreš oči, in pol, ki se pa odpreš oči, je pa wow. Ne gre tudi tako. Ti moraš živeti simpel življenje. Ti moraš vsak dan znova
živeti. A veš, moraš prvo puzati, da bi znal hodati. Moraš z majhnimi koraki iti v življenje. Enostavno, nekomplicirano. Tudi zemlja je čist naravnost. Če ne pa Wasserwaga ne bi delala, ne. Wasserwaga. Voda gre zmeraj v vago. Ko so nas nategnili, da gre v kuglo. Pa še vrti se. Den ti mokro žogo zavrt, da jade, da vidimo, kam gre voda. Na not ali na ven. Ne valja, no. Nam je dobra, to zemlja je the best. Mislim, koliko enih stvari, ki jih je treba spraviti v vero, ne? Preko vere priti do nečesa. Ti moš verjeti, da so ene stvari res. Če pa ne vidim, pa ni res. Ja, ne drži to, če ne vidiš, da ni res. Ni nujno, da stvari videti z očmi. Ne, treba stvari razumeti, to se pa ne da sploh videti, razumevanja se ne da videti. In mi se v tem svetu prehajamo zdaj v to, da mi začenjamo razumeti, dalje več ljudi, da začenjamo razumeti, kako zelo pomembna je notranjost glave, čistost srca, da v bistvu je človeško telo in življenje tukaj, da je to v bistvu raj, ki je seveda okupiran strani kabale, barabinov, halosatanistov, to je čisto zlo, je okupiralo naš planet. Ja, ampak, najmočnejša je še vedno svetloba, ker ko pride sonce, se tema umakne, vedno. In sonce pride vsak dan. Isto smo mi svetloba, mi smo svetloba, ki v okolici temačnih ljudi, ta svetloba te ljudi iritira. Ja, no in kaj? Oni so zdaj pa ziritirani. Zdaj jaz moram kaj? Se umakniti, ker so oni butasti pa ziritirani. Ker sem jaz čist pa lep. Govorim, noter sem čist. Jaz sem čiste namene, vedno. Odkar pomnim, imam čiste namene. Nikoli nisem nikogar nategnil. Sem marsikaj falil, namenoma nisem pa nobenega nategnil. Ne, never. In verjamem, da nisem edini. Ima nas, što isto mislimo. I se istim stvarim smijemo. Mislim, da je tako rekel Aki. Parni valjak sem se zjutraj vrtil, pa ima take dobre izjave, ej. Nisem še na špančkov. Nisem še na špančkov. Če vam še narcis kakšno poči, mu rečeš, nisem še na špančkov. A veš, kakšna zmeda, to bom na nas ponudil. Še pa nisem še na špančkov. Kaj zdaj tudi le turšiš tuk, nis naredil? Nisem še na špančkov, veš. A veš, naredi se malo norga, staj. Ne malo. Bistveno bolj, kad se dnevne delajo narcisi. A vam jaz ničkam dodal, stari. Nisem še na špančkov. Labim tablete. Da ti vidiš, kakšna pojtu rada panika. Bom probal. Živčne vojne se ne gremo več, a ne? Živčne igre. Ta igra, resnično smo živeli v svetu, ki nas je delal živčne, nervozne, v naslednji fazi so nam rekli, da umer se mal, ne? Najprej te je dvignil dekel, pa je rekel, umer se mal. Prekleta banda ena. Ja, humor je za hitrejše. Humor štekajo tisti, ki imajo malo hitrejše možgančke. Tisti, ki imajo bolj počasne možgančke, ne razumejo humorja. Zaradi tega pa je humor zmeri bil dober pri ozaveščanju. Skozi humor so mnogi humoristi marsikaj povedali. Tacega dobrega. Pa zdaj se ne bom nobenega spomnil. Mislim, Tof je bil zihar en takih. Jih je pokul, sploh ta Mopečov cel je bil kar dobra satira. Me mal mika. Kaj nastaviti v tej smeri. Če bi najdel par dobrih možganov, ki imajo te kapacitete se poigravati, bi naredili mi eno tako dobro satiro, sem prepričan. Upam, da se najdemo. Zdaj na stike iščem, imam sem že na vezi. Ne grem zdaj, iz teoretiko. Tako, iz teoretiko v zarote prehajamo zdaj v heroje, a ne? Ker bodo ti božčki potrebovali malo. A veš, ko bo prišla klofuta, se bodo vsi ti prasci
začeli obračati po pomoč k tistim, ki so se jim zasmehovali v prejšnjih letih, sploh pa zadnji dve, recimo, ne. Zdaj zadnji dve ti ljudje tudi precej slabše izgledajo, tudi fizično že, a ne, in vidimo na obrazih, da ne dela, ni v redu. Ni v redu ne prekrvavitev, ne življenjske energije, ni taki težki podočnjaki, bleda koža. Pa se še kakšna stvar se spomni, pa poje naprej. Niso hitri, ne. In oni nas bodo prosili za pomoč in postajamo njihovi heroji. By the way, to je čist za zares, res. Pa ne gre za nobeno herojstvo, noben od nas teoretikov, ne, ki smo želeli pomagati. Noben od nas ne dela teh stvari zaradi titul, ali pa da bi bil kdaj, bom rekel, zaradi tega kaj posebej nagrajen ali karkoli. Dovolj je že to, da damo od sebe tisto, kar je prav sočloveku. Jaz sem zelo hvaležen sam sebi, da sem in univerzumu, da sploh imam možnost na tak način podajati stvari in da so vam všečne, da vam, rekel, na nek način nucajo. Sej so, smiselne so, včasih pa malo zafaclam, ne. Sej bom tudi skrajšane verzije naredil, sem se štrumfal, tudi, veš, če dolgo misliš, tudi kaj namisliš, imam en ful dober plan, sem čas rabim. Tako in v imenu ljubezni smo delali zanje štalo grdo, stvari bodo počasi dobile svoj smisel, generalno, vse, kar se vam je do zdaj zdelo what the fuck, bo zdaj ne, vsaka stvar bo zdaj dobila smisel. V tem času predvidevam, ko bomo deležni EBS-a, zdaj se ne vem, ali Gesara tudi vključuje, bom rekel, to širjenje resnice, ali ne. Skratka, Gesara prihaja zagotovo, ker banke se sesuvajo eno za drugo in prehajajo v ozadju stvari vezane na zlato, ne. Če ne bomo printali dinarčkov, ne bodo vsi printali papirčkov, pa nam jih z obrestmi računali nazaj, ne. Mislim, kaka fora, tukaj se poglobiš, kako je denar funkcioniral, mislim, za bruhati. Tako, še to. Komunikacija z Bogom poteka, kadar se pogovarjate s samim sabo, saj vendarle ste vi Bog. Vendar mora biti srce čisto, ker gre komunikacija preko srca. Strune srčne, a ne, tisto, kar je lepo, tisto počneš, tisto, kar počneš, rad uživaš ob tem in jaz si pečem kruh, pa se s testom se pogovarjam, zastopaš, mi da s testom se pogovarjava, kakšni moč pa ti, danes si pa nekaj lepljiv, a veš, kakšni mehurčki so se ti naredili. In da so kar zmenjava, veš, če me kdo gledal, rekel, da je res uborisan. Ampak ne, veš, ko se z Bogom pogovarjaš, to moraš se kar zmeniti, ne. Ja, se on je tudi v kruhu prisoten pol, ker sem ga jaz pritisnil noter, ker sem ga z rokami oblikoval, a veš, ker če daš samo moko pa kvas na mizo, se nič ne zgodi. More Božja pomoč prideti, ne. Mi smo bogovi, ja, ne tam Bog stran, mi smo bogovi. Sploh za te črve, ki rabijo našo svetlobo, našo energijo, naš doprinos, našo kreativnost. In oni so se nam približali v imenu ljubezni, preko spolnosti so stisnili, preko tega, bom rekel, poželenja umetnega, ker samo, bom rekel, organski seks je v bistvu ena velika nič v primerjavi s tem, kaj je združitev na nivoju vseh čakr. V bistvu nočeš nikoli več se iti pol tega nazaj, ko probaš tisto, kaj šteje zgoraj. Mislim, iz tega naslova ne bi bili recimo duhovniki, naj bi živeli, kaj je to, asketsko življenje, ni asketsko, kako se temu reče? Da si v celibatu, no, evo, da niso nucali, ampak niso se oni spajali z ničemer višjim od tega, ne. Spolnost je del življenja in sama fizična spolnost je samo en delček v
tam, ko se energija v človeškem telesu enega in druge, ne, ker morata biti moški pa ženska, da se zgodi ta izlitje v eno novo življenje, recimo, ne. Ampak mora to delovati na vseh nivojih, ne. Samo od spodaj pri korenski čakri, ni premalo. Dobro, trenirajte fokus, to pa le dajte. Sem tudi video naredil fokus, dajte se sfokusirati na stvari, narcis bo hiter zraven, da vas zavede. Kaka muzika, le to. The Landing, original motion picture, ja? The Landing je naslov komada. First Man, The Landing, dajte si ga dol, pa na glas si ga prebite v slušalke, to je landing, mi pristajamo. Zavest velika se širi in končno bomo pristali na realnih, trdnih tleh in ugotovili, zakaj smo sploh tle, kdo sploh smo, ne? In ena izmed teh stvari, sem rekel, je fokus. Dajte imeti fokus, ker vi boste vsak bo sam pri sebi dognal, kdo, kje, kaj in zakaj smo, ne? Zato boste sfokusirani. Ne dovolite, kadar nekaj delate, ne dovolite motnje. Tudi telefonski klic spada v to kategorijo. Ne? Ali pa message, mislim, čas sem dobil nekih 6 messageov, recimo. Ne? Pa sem fokusiran sem. Če se temu reče fokus, ne te izmešnjavi moji mineštri. Ne. Ekipca, ljubljeni ste, no, smo vsi, že skozi. In odpuščeno nam je, že skozi vse. Dajte se hidrirati, pijte dost vode. Dajte se zuti čevelj še vedno. Imamo indijansko poletje. Vprašanje, če sploh zimo dočakamo. Pazi ta del. Epic music je to kategorija še vedno, The Landing, pristanek. Tle vas bom jaz zapustil za danes. Vam bom rekel, da uživajte močno, malo se norca brite, tako kaj jaz težko dan krke na glavo. Krke, pa se zakaj pa ne? Pa kar lase mi rastejo, tu ušič pa ne moš tak, ma kaj ne nabijat, kašenčem, bom tak, kačem biti, evo, lase rastejo, tukaj so boki, je rekel, da mora biti lase, tukaj in tukaj so. Tako, kot sem rekel, tako bo. Držite se, uživajte, rad vas imam, tudi jaz, pa ne sem jaz, mnogo tega. Pa hvala za pošto, takšno in drugačno, z vseh strani. Thanks, čao!